spomnim, ko so nam na premieri razlagali, kakšne so razlike med Karokom in Kodiakom. Eden ima dnevno luč zavihano navzgor, drug pa samo naravnost. Eden ima meglenko zavihano navzgor, drug pa navzdol. Kaj zdaj zehate, a ni zanimiv? Ja, se res ni. Tole je Karok. Se vidite po ravni liniji dnevne luči, a ne? No in tole ne bi bila zamenjava za odlični Yeti, ki je nedolgo tega kljub starosti zmagal na našem velikem primerjalnem testu Prima. Zakaj pravim, naj bi bila zamenjava? Ker se meni osebno zdi tole čisto drugačen avtomobil. Niti slučajno ni tako zanimiv kot Yeti, je bistveno večji, takšen pa je predvsem zato, da bo ugajal široki množici kupcev. V prvi vrsti rešuje tisto stvar, ki vas je pri Yetiju najbolj motila, in sicer prostornost. Daljši je za okrog 15 cm, kar pomeni, da je dovolj prostora tudi tule zadaj, celo odrasli bodo udobno sedeli, in dovolj ga je tudi v prtljažniku, ki meri 480 litrov. Ker je oglad je uporaben, škoda pa že nekaj let itak navdušuje z raznimi domislicami, kot je na primer tale tepih. Lahko je lep, ali pa uporaben, odporen na vodo in umazanijo. Evo. Ali pa na Jure toga psa. Z uporabniškega vidika tudi spredaj ne bo težav. Odlagališče je ogromno in funkcionalna so, ergonomija je sicer malce bolj zadržana, ampak odlična, tudi ta zaslon je pregleden, mislim, pripomb res nimam. Meni je všeč še ta tkanina na sedežih, ki poskrbi, da Karok res izgleda malce bolj elegantno. Tudi nad položajem za volanom ne bom vihal nosu, ker je perfekten, preglednost je dobra, pač vse štima. Bom pa nos malo vihal nad voznimi lastnostmi. Razumem, avto je visok in štirikolesnim pogonom tudi lahko terenski. Razumem, velika prostornost je namenjena predvsem udobnemu potovanju velike družine in razumem, s tem avtom nihče ne bo podiral hitrostnih rekordov. Ravno zato pa ne razumem, da je Karok tako okoren in krmilni mehanizem tako težak. Yeti je bil bistveno bolj lahkoten in čeprav se pod črto Karok seveda pelje zelo lepo, ne pretresa preveč in je dokaj udoben, me ta okornost moti. Zato ni takšen dvolitrski TDI s 110 kW nič premočan, ravno pravšnji je. Zlasti pri štirikolesnem pogonu, ki pobere nekaj dinamike, a bi ga sam izbral, ker šele potem Karok res dobi pravi smisel. Tudi tale off-road program ima in takšne podlage premaguje z največjo lahkoto, tudi resnejšega terena se ne bo ustrašil. Pogon je tisti, ki ga spremeni v multipraktik, ki poleg dobre izdelave in prostorne notranjosti ponudi še več svobode, ko boste iskali tisto svojo odmaknjeno plažo. Pri menjalniku pa najbrž ni treba nič dodati. Med vožnjo je hiter, kot je DSG vedno, na mestu pa cuka. Od dobrih 21 jurjev naprej je na voljo, takšno z bogato opremo pa stane okrog 40 jurjev. Malce več vozniške lahkotnosti bi pričakoval in malce manj dolgočasno obliko pa bi bil perfekten. Mu pa ne manjka veliko.